V rubriki Glas ljudstva pa tokrat odgovarjamo Snežani iz Nove Gorice, ki zadnje čase po radiju posluša oglase za čisto pitno vodo in jo zato zanima, kakšna je razlika med pitno vodo in čisto pitno vodo. Ker mi o čisti pitni vodi vemo toliko kot župan Janković, se pravi, smo ogorčeni in užaljeni, da se o tem sploh moramo pogovarjati, smo za odgovor raje poprosili strokovnjaka, ki zna takšne zapletene podrobnosti razložiti na vsem razumljiv način. Snežani odgovarja Milan K. Pozdravljeni, Jana oziroma Snežana. No, zdaj, iz vašega maila ni čisto jasno, kaj je pravilno, morda vas kličejo tudi Sneža. Tega ne vem, čeprav se moramo zavedati, da je vse mogoče, saj podobno kot pri koronavirusu. Ljudje ne izbirajo, ko gre za nadimke. Tudi mene recimo so klicali Milan, čeprav je moje ime Milan, ne pa Milan ali pa celo Milan, ampak to zdaj ni pomembno. Jaz vas bom pač v bodoče naslavljal Snežana ali pa Ana, tako da je treba to na samem začetku razjasniti, da bomo vedeli, komu odgovarjam. Kar se tiče vode, je to zelo pomembna tema, saj kot vemo, za posledicami pomanjkanja pitne vode v Sloveniji na leto umre več kot 2 milijona ljudi in lahko pričakujemo, da bodo te številke v prihodnosti še više. Sploh zato, ker očitno ljudje kljub vsem našim naporom in kampanji, v katero smo vložili že skoraj več kot 1000 evrov, še vedno ne ločijo med pitno vodo in čisto pitno vodo. Torej, osnovno pravilo, ki si ga moramo vsi zapomniti, je, da vsaka voda, ki je čista, ni tudi pitna, razen če je. Na drugi strani pa vsaka voda, ki je pitna, je verjetno tudi čista, razen če ni, če pa je pa taki vodi rečemo čista pitna voda, razen če ni in je potem taka voda samo pitna, upam, da zdaj to jasno. V naslednjih dneh bomo objavili tudi še nekaj receptov za okusne jedi iznutri, tako da kot vidite imamo polne roke dela in nimam več časa odgovarjati. Hvala lepa. Halo. Saj vem, da ni zvonil telefon, no lahko pa bi. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.